Za nami je še drugi kvalifikacijski turnir Basket for Kids na področju Slovenije. Odigrali smo ga prvič v Vojniku in ob meni Luka Štucin, ki je komentiral tudi srečanja. Luka, kaj je pravzaprav mogoče tebe najbolj presenetilo v današnjem dnevu? Kaj je bilo tisto, kar je najbolj izstopalo? Predvsem to, da so bile tekme lepo izenačene, da smo videli veliko organizirane košarke, kar se ponavadi pri teh generacijah oziroma pri teh selekcijah ne vidi ravno najbolj pogosto oziroma ne vidi vsakič. Danes smo videli veliko znanja košarke, lepe tekme, lepe akcije, ogromno število trojk, morda malce več kot včeraj v Škofji Loki, in mislim, da je tale turnir zaenkrat z oceno 5. Če smo v osnovni šoli, na faksu pa 10. Ja, glede na to, da smo včeraj seveda bili v Škofji Loki, danes turnir v Vojniku, novi zmagovalci, Triglavanom so se v finalu pridružili prvič košarkarji iz Murske Sobote. Je bilo mogoče tudi to rahlo presenečenje, glede na to, da sicer jih poznamo, so bili že lani v tekmovanju, ampak letos so kar prepričljivo opravili s konkurenco? Ja, vsaj glede na prvo tekmo se mi je zdelo, da so vseeno domačini, da imajo prednost tudi kar se tiče igre, da so bili bolj povezani, ampak Murska Sobota pa je imela en ta faktor želje, zelo so bili motivirani, zelo so bili borbeni skozi celoten turnir in skozi vse obračune. Ne moram reči, da je to presenečenje, glede na to, da so res pokazali tisto pravo košarko. Imamo pa že dva fantastična udeleženca zaključnega turnirja, tega slovenskega dela Basket for Kids, Triglav in Murska Sobota, mislim, da povsem zasluženo na zaključku. Omenila sva, oziroma omenil si mete za 3 točke. Še ena stvar, ki smo jo danes videli pogosto prakticirati, je bila igra na visokega košarkarja, na centra, še posebej je izstopal Lan, košarkar Murske Sobote. Je mogoče tudi to ena taka taktična poteza, glede na to, da govorimo o mladih košarkarjih, ampak se vidi tule, mogoče na položaju petica, še največja razlika? Ja, ravno včeraj sva s Tilnom v Škofji Loki govorila, da sicer puščamo seveda tako mladim igralcem, da sami izberejo, da se v bistvu vsega naučijo, vseh košarkarskih elementov, da jih ne poskušamo omejevati, češ ti si center, ti si play oziroma organizator igre, ti boš krilo, ampak ja, pri takšnih košarkarjih kot je Lan, ki je zares tudi izstopal višinsko, pa je seveda stvar jasna, da je treba podati po globini. Lan pa je to iz napada v napad fantastično izkoriščal, seveda svojo višino in moč, zakaj pa ne? Res je. In ja, prva 2 turnirja sta torej za nami. Imamo 2 finalista, to sta ekipi kranjskega Triglava in pa ekipa košarkarjev iz Murske Sobote. Pred nami pa že naslednja 2 turnirja, to bosta 14. in 15. decembra. 14. decembra smo na Primorskem v Luciji, 15. decembra pa v Črnomlju. Toliko torej in vabljeni, da si ogledate v nadaljevanju vse, kar se je dogajalo na turnirju v Vojniku. Za začetek najprej hvala, ker smo lahko bili vaši gosti in ker smo lahko tokrat izkoristili in pa izkusili izkušnjo igranja v Vojniku. Zanima me pravzaprav, na kakšen način vi ocenjujete Basket for Kids in koliko vam to pomeni, da ste v Vojniku letos pristopili zraven in da seveda sodelujete? Najprej z veseljem smo gostili ta turnir, želja je že bila lansko leto in se mi zdi to zelo super stvar za otroke, za razvoj košarke, sploh na področju mladinske košarke v Sloveniji. Nam to ogromno pomeni, da smo lahko vključeni v tak en super projekt, ki nima samo športnih vrednot ne goji, ampak tudi druge vrednote goji, in to se mi zdi zelo fina stvar. Tudi sama seveda kot košarkarica dobro poznate ta proces, ki ga mora vsak otrok dati čez, da nekako razvije seveda svoj košarkarski potencial. Kaj se vam zdi, zakaj je ključno, da se pri teh 12-13-letnikih poudarja ta pozitivnost, da se ne graja za slabe stvari? Se mi zdi, da so časi takšni, da otroci potrebujejo ogromno pozitivne spodbude, da je okolica zelo velikokrat nastrojena bolj negativno, želja po uspehih in to jih dejansko v bistvu bolj teži tem negativnostim, in nagrada seveda je vedno večji izziv, kot pa graja, in če to počnemo v košarki, se mi zdi, da je to edina prava pot za njihov razvoj v življenju. Kako so vaši varovanci videli tale današnji dan? Kaj mislite, da je tisto, kar jim bo najbolj ostalo v spominu? Jaz mislim, da cel spektakel, ki je bil, cel turnir, je za njih bil nekaj novega. Prvič so bili vključeni te stvari, želja je že bila pred leti, da se vključimo tukaj zraven in seveda od njih je to bilo velike pričakovanja. Jaz mislim, da bodo zelo ponosni na to, da so sodelovali in tudi za spodbuda za naprej, za njihovo delo, kjerkoli so in karkoli bojo počeli v življenju. Super. Jaz vas lahko za začetek vprašam kot seveda ekipo, ki dobro pozna tekmovanje Basket for Kids, zakaj je to
tekmovanje tako interesantno, seveda, da ste se ga znova udeležili? Interesantno je predvsem za otroke, zaradi tega, ker imajo neki novi sistem tekmovanja, bomo rekli način tekmovanja. Izziv je za vse fante, zaradi tega, ker je tu televizija od zadaj, vsi spremljajo Euroligo, spremljajo košarko in poznajo sport klub. In tretja stvar, zanimivo je tudi za njihove starše, zelo ker lahko gledajo torej posnetke ali na spletni strani ali prenose finalnih tekm in tako dalje. Tako da v vsakem primeru je zelo zanimivo in nam je všeč. Običajno smo gostovali pri vas v Slovenski Bistrici, tokrat smo gostje tule na Vojniku. Kako ste videli današnji turnir in pa seveda nasprotnike, s katerimi ste igrali? Ja, mene veseli, da se je Vojnik tudi prijavil kot organizator. Jaz sem vedno za to, da se spreminjajo domačini, da niso vedno isti. Zelo lepo so organizirali, imajo lepo dvorano, kar je super za Vojnik. Vsi vemo, da že kar nekaj časa dobro delajo z mladimi. In vse ekipe, ki smo danes tukaj, več ali manj dobro delamo z mladimi, tako da je turnir zelo kvaliteten, pa kar nekaj fantov izstopa, teda sem jaz zelo vesel. Še zadnja stvar, kaj najbolj pozitivnega so danes vaši varovanci seveda dobili na tem turnirju? Domnevam, da bodo vsi s ponosom nosili dres in se spominjali današnjega dne. Najbolj, kar so oni danes dobili, je to, da so preživeli en lep dan, da so se igrali košarke in da so bili prvič pod kamerami. To je njim nekaj novega in jaz mislim, da si bodo to zapomnili do konca življenja. Seveda se že vsako leto vračate na tekmovanje Basket for Kids in dobro veste, zakaj gre. Kaj je mogoče tisto, kar vam je najbolj zanimivo pri tem tekmovanju oziroma kar vidite kot največjo dodano vrednost? Sigurno to, da je tekmovanje v zelo fair play vzdušju, zelo športno, otroci so navdušeni nad igro, nad celim turnirjem, nad organizacijo, nad novimi dresi, tako da same pohvale. Moram vprašati še seveda, kar se tiče rezultatskega smisla. Ves čas govorimo, da je to nekako v ozadju. Kako motivirati svoje košarkarje, da so intenzivni, da igrajo, seveda zavzeto, ampak po drugi strani, da se ne sekirajo preveč? Mogoče to, kar tudi vi zagovarjate. Se pravi, veliko hvale, manj graje. Se pravi, pohvalimo dobre poteze, ne pretiravamo s kritiko ob slabih potezah. Da se zaveda, da je košarka igra, da uživajo v igri, da se imajo dobro in to je naš glavni cilj. Še ena pohvala, odlična sta z bratom pri tem, kako pravzaprav nadzorujeta celotno ekipo in kako nadzorujeta tudi sama sebe. Kakšen nasvet bi mogoče lahko dala kakšnemu trenerju, kaj kdaj vidite na drugi strani pa rečete, precej bolj uspešen bi bil, če bi deloval tako. Kaj pedagoškega potrebuje trener, da zna od 13-12-letnikov potegniti tisti maksimum? Meni se zdi, da glavna stvar je to, da se še vedno zavedamo, da so to otroci, da so tu zaradi tega, da se imajo dobro, da napredujejo kot osebe in kot športniki. Pa vsak trener mora mogoče dati malo na stran svoj ego, ni vse v zmagah in porazih. Hvala za pogovor, pa čestitke za miselnost. Hvala vam za vabilo. Jaz moram vprašati, seveda dobro poznate zdaj že Basket for Kids tekmovanje. Kaj je mogoče tisto ključno, zaradi česar se ga vsako leto z veseljem udeležite? Prvič bi se zelo zahvalil za ponovno povabilo in smo se zelo čustveno razveselili, ko smo prejeli povabilo. Basket for Kids je pa ena zelo velika specifika, kjer se srečajo igralci, ki redko kdaj igrajo med sabo, se pravi v sklopu državnega prvenstva mlajših selekcij. In če si uspešen, še srečaš nasprotnike iz bivše Jugoslavije, kar je samo dodatna nagrada in motivacija za naprej. Tudi sami v klubi se udeležujemo turnirjev bivše Jugoslavije, hodimo v Sarajevo, na Hrvaško in se veselimo, da bomo srečali ekipe, če se seveda tja uvrstimo, ekipe iz bivše Jugoslavije in tudi finalnega turnirja, ker smo bili letos uspešni, da srečamo igralce iz Kranja in druge igralce. Fajn je videti, da se seveda košarka tako dobro razvija v Murski Soboti. Kako mogoče sami vidite zdaj tole zadnje obdobje? Kaj je tisto, kar je ključno, da se pritegne čim širši nabor mladih košarkarjev v ta šport? Ja, košarka se je zadnje čase dvignila v Prekmurju oziroma v Pomurju. K temu so zelo uspešni Goran Dragić z njegovimi uspešnimi igrami, seveda Luka Manija oziroma Luka Dončić in seveda ne smemo pozabiti prvo mesto na Evropskem prvenstvu slovenske reprezentance, kar je povečalo vpis mlajših članov v klub. Tako da to so tisti glavni motivi in pa seveda tudi se trudimo trenerji, ker v Pomurju smo zelo v nekošarkarskem okolju, ker je ena večja skrb, ker je bolj nogometno okolje in imamo malo takšne težave. Še za konec, kaj boste zdaj rekli še svojim varovancem oziroma kako jih boste seveda nagradili in jih spodbudili po tele zmagi? Ja, motivacija je že bila
tak, da sem rekel, da ta turnir je že sama nagrada za uspešno delo skozi sezono. Obstajajo še majhne motivacije, naprimer kot prijateljska tekma, sladoled, nogomet v ponedeljek in tako naprej. Kako ti je bilo igrati, oziroma koliko ste bili zadovoljni kot ekipa, da ste tako dobro odigrali danes? Ja, prvo tekmo nisem bil glih navdušen, tretje pa sem bil, ker smo prišli pač naprej in jaz sem zadovoljen z zmago. Povej mi še v bistvu, to mi je zanimivo. Koliko časa pravzaprav treniraš, kako si se začel zanimati za košarko? Ja, pač, ko sem treniral sem odbojko, ko sem prišel iz treninga, sem metal na koš in takrat se sem odločil, da bom treniral košarko in pač zdaj košarko treniram 4 mesece. Raje jo gledam, pa Še vzornik? vzornik, Giannis Antetokounmpo.